pozdravljeni na predstavitvi Fakultete za humanistiko, ki vam jo bova danes predstavila docent dr. Željko Oset, profesor na programu Kulturna zgodovina in profesorica doktorica Katja Mihur-Koponič, ki predavam na programih Slovenistika. Fakulteta za humanistiko je del Univerze v Novi Gorici in je locirana v Rožno dolino v neposredno bližino Nove Gorice. Kaj so prednosti študija na Univerzi v Novi Gorici? Univerza v Novi Gorici je relativno mlada ustanova, ki ni množična univerza, torej nima množičnega vpisa, in to pomeni, da se študentje lahko posvetijo študiju na drugačen način, saj imajo dobro dostopnost do profesorjev. Razmerje med številom profesorjev in študentov je namreč tako, da omogoča, da je sodelovanje med njimi zelo intenzivno in tudi njihova odzivnost velika. Tako profesorji velikokrat vključijo študente v svoje raziskovalno delo že v času njihovega študija, velikokrat pa seveda pridobijo zelo dobre izkušnje, predvsem študentje kulturne zgodovine, s praktičnim usposabljanjem, ki je del programa Kulturna zgodovina. Seveda sedaj potekajo naša predavanja na daljavo, vendar pa smo s tem pravzaprav začeli tudi že pred pandemijo, kajti že takrat smo veliko pozornosti posvečali potrebam športnikom in smo za njih izvajali določena predavanja tudi na daljavo. Seveda pa tudi shranjevali gradiva v virtualnih učilnicah in tako tudi seveda omogočali lažji dostop do njih. V času, ko še nismo bili soočeni s pandemijo in prepričani smo, da bo tako tudi, ko se bo končala, smo imeli tudi številne mednarodne izmenjave, pri katerih so študentje tako pridobivali znanja pri predavanjih, pri vajah na tuji univerzi, ali pa so bili celo vključeni v kakšno raziskovalno delo v raziskovalni ustanovi izven Slovenije. Kot sem že omenila, smo bili vedno zelo naklonjeni študiju športnikov, tako da med našimi študenti je bilo kar nekaj uspešnih, oziroma so še vedno med njimi uspešnih športnikov, s katerimi smo vedno našli načine, da smo jim olajšali to, da seveda je njihov čas zelo v veliki meri posvečen treningom. Univerza v Novi Gorici na različnih mednarodnih lestvicah kotira visoko, marsikaj je pohvaljeno v številnih kategorijah, kot je seveda tudi razmerje med predavatelji, potem sploh učni proces, ki se odvija na seveda različne načine, ki so naklonjeni, prijazni študentom, pa seveda tudi velika raziskovalna odličnost predavateljev, raziskovalcev na univerzi. Vse to nas uvršča na visoko mesto na različnih svetovnih lestvicah, na katerih je seveda veliko univerz, tako da tudi seveda številka, ki jo imate na prosojnici, morda na prvi pogled ni visoka, ampak seveda v celotnem skupini pa je to dobra uvrstitev. In tudi evalvacije, ki so bile na naši univerzi, so pohvalile univerzo in tako je tudi ena izmed ocen bila, da je to mlada, zelo aktivna univerza, ki ima zadovoljne, celo entuziastične študente in tudi zaposlene. No, na sami fakulteti imamo nekaj študijskih programov, ki jih bova kasneje natančneje predstavila, ampak če pogledamo, kaj so neke skupne značilnosti vseh teh programov, so te, da vsekakor poskušamo tisto, kar se trenutno dogaja, kar je aktualno, vključevati v naš pedagoški proces, da seveda že v času študija, še posebej seveda na drugi stopnji, študente vključujemo v projektno delo, tako da rešujejo probleme, izzive, s katerimi bodo soočeni tudi kasneje v času svoje zaposlitve. Pedagogi so seveda različnih
starosti, med njimi so izkušeni strokovnjaki, pa tudi mlajši, ki so seveda še sodelujejo pri vajah in nekateri tudi že predavajo. Tako da, glede na to, da sem že omenila, da vpis ni ravno množičen, so študijske skupine majhne, kar seveda omogoča, da se študenti aktivno, če želijo, vključujejo v sama predavanja, še posebej seveda je to na vajah mogoče. In kot že rečeno, zaradi tega, ker nismo predavatelji zelo obremenjeni z velikim številom recimo seminarskih nalog, domačih nalog, se lahko toliko bolj posvetimo potem posamezniku ali posameznici. Na Fakulteti za humanistiko trenutno izvajamo naslednje študijske programe. Na prvi stopnji program slovenistika in program kulturna zgodovina. Pri prvem ima diplomant naziv diplomirani slovenist oziroma diplomirana slovenistka in na kulturni zgodovini diplomirani zgodovinar oziroma diplomirana zgodovinarka. Na drugi stopnji izvajamo študijski program slovenistika, ki ima dve smeri, jezikoslovje in literarne vede, vendar ne glede na to, katerega izberete, imate na koncu naziv magister, magistrica slovenistike. Skupaj s nekaj tujimi univerzami izvajamo tudi program migracije in medkulturni odnosi, za katerega pa vpis poteka nekoliko drugače, tako da v primeru, da se zanimate za ta program, je najbolje, da se obrnete na študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici. Če si pogledamo natančneje študijski program slovenistika, predmetnik, ta študijski program smo pred kratkim posodobili, tako da so sedaj predmeti nekoliko drugače poimenovani, pa seveda tudi ne samo poimenovani, tudi imajo nove vsebine. Tako da neko tradicionalno razdelitev, ki sledi kronološkemu poteku slovenske književnosti, smo spremenili in tudi ne samo spremenili na ta način, da se posvečamo določenim žanrom, ampak tudi, da vanj vključujemo sodobne pristope s področja literarne vede. Dopolnili smo seveda tudi z novimi vsebinami predmete s področja jezikoslovja, tako da sedaj med drugim tudi lahko v tem programu pridobivate znanja recimo iz področja lektoriranja. Novost programa, kakor ga prej nismo izvajali, so tudi interdisciplinarni predmeti in delavnice. Za dobro zaposljivost je gotovo smiselno, da je študent čim bolj široko izobražen na področju humanistike, seveda v tem smislu, da se to povezuje s področjem slovenistike. Že v prvem letniku tako ne samo poslušate obvezne predmete, ampak tudi izbirne. Nabor izbirnih predmetov je precej velik, tako da bom kasneje tudi o tem nekaj še povedala. Tudi v drugem letniku torej se posvečamo tako književnosti kot jeziku na sodobne načine, tako da recimo pri predavanjih s področja dramatike govorimo tudi o tako imenovanem digitalnem obratu v literarni vedi in kako se recimo to odraža v raziskavah dramatike. Seveda študentje slovenistike pridobivajo tudi znanja s širših področij, ne samo slovenske književnosti, tako da je seveda tudi svetovna književnost vključena v naš program. Glede samega jezika pa seveda posamezna področja, kot je skladnja, morfologija, pa tudi seveda novi pristopi, ki so trenutno zelo pomembni in aktualni, kot so recimo sodobni načini zbiranja jezikovnih podatkov. Tudi v drugem letniku je pomembna novost interdisciplinarnost, tako da recimo lahko izveste več o filmu, fotografiji in trenutno tudi seveda zelo pomembni disciplini humanistike, to je digitalna humanistika.
Pri izbirnih predmetih pa seveda tudi je možnost, da poglobite ali znanje z področja jezikoslovja ali književnosti oziroma literarnih ved. Tudi jezik je pomemben tuji jezik, tako da imamo tudi kot obvezni predmet tuji jezik. Seveda učni načrt je zastavljen tako, da dobite tista znanja, ki jih kot slovenisti oziroma humanisti najbolj potrebujete. V 3. letniku potem nadgrajujemo vse, kar smo se naučili seveda v 1. in 2., pa tudi seveda širimo tako na področju književnosti kot na področju jezika in spet dodajamo predmete, ki vam omogočajo boljšo zaposljivost, kot je recimo predmet kulturna industrija in kreativni sektor v Evropski uniji. Že obstoječim predmetom, ki so izbirni predmeti, dodajamo še nove izbirne predmete, tako da nekaj izmed teh predmetov, to je samo neki izbor iz izbirnih predmetov, smo že imeli do sedaj v programu, nekatere pa dodajamo prav zaradi tega, ker smo predavatelji, predavateljice na tem programu, recimo dobri poznavalci in poznavalke na določenem področju in želimo to res svojo, recimo temu znanstveno odličnost tudi posredovati študentom in študentkam. Tako da recimo predmet, kot je semiotične pokrajine ob mejah, je gotovo povezan tudi s tem, da delujemo v prostoru, ki je obmejni prostor, v katerem imamo zelo dobre stike z različnimi ustanovami, tudi na drugi strani meje, torej v Italiji, v Gorici. To se recimo odraža tudi v tem, da lahko pri nas izberete kot izbirni predmet furlanski jezik, literaturo in kulturo se imenuje ta predmet, in seveda na ta način bolje se seznanite in poglobite znanje o tej kulturi. Zdaj pa smo že pri programu Kulturna zgodovina, ki ga bo predstavil kolega. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Na kratko vam bom predstavil študijski program Kulturna zgodovina. Gre za 3-letni študijski program, ki ga končate z diplomo in na koncu pridobite naziv diplomirani zgodovinar ali diplomirana zgodovinarka. Nabor predmetov je širok, kronološko sega od starega veka do sodobnosti, težišče pa je na zgodovini od 17. stoletja do 20. stoletja. Poleg tega osnovnega nabora politične zgodovine imamo tudi več drugih področjih, recimo agrarna zgodovina, gospodarska zgodovina, okoljska zgodovina, zgodovina idej, položaj žensk. Torej, en takšen širok nabor, zaradi česar študent pridobi poglobljeno razumevanje zgodovine, še posebej pa kulturne zgodovine. In to je eden izmed osnovnih ciljev študijskega programa. Poleg teh recimo zgodovinskih tematik naši študenti pridobijo tudi jezikovne kompetence. Ponujamo študentom nemščino ali latinščino ter seveda kot izbirne predmete angleščino, furlanski jezik, tako da naši študenti dobijo celovito humanistično podlago, ki jim omogoča nadaljevanje študija na drugih univerzah ali pa v tujini. Seveda pa nekateri naši študenti takoj po zaključku študija se zaposlijo in v bistvu ta njihov prehod mi poskušamo čim bolj podpreti. Tako imamo v 3. letniku predmet praktično usposabljanje. To pomeni, da naši študenti
odidejo na usposabljanje v kulturne institucije, v muzeje, arhive in s tem v bistvu dobijo referenco, dodatno znanje in seveda tudi eno takšno bogato izkušnjo. Trudimo se naše študente vključevati v raznovrstne projekte, še posebej pa smo zadovoljni, ker lahko izvajamo študentske projekte. Gre za študentske projekte, ki jih financira Evropska unija, gre za dve shemi, ena je študentski inovativni projekti za družbeno korist, druga shema pa je po kreativni poti do znanja. V sklopu teh projektov študenti pridobijo prve delovne izkušnje, razširijo nabor kompetenc in v bistvu tudi nadgradijo svoje zadovoljstvo s študijem in seveda tudi, kar je še posebej pomembno, naučijo se delovati v timu. In doslej smo izvajali več projektov in tukaj sta prikazana dva projekta. Na vaši levi lahko vidite nasmejane obraze ob zaključku projekta, v sklopu katerega smo izdelali turistično pot slovenske osamosvojitve na Goriškem. Na drugi strani pa so študenti izdelali knjigo, torej so se seznanili s celotnim procesom nastanka knjige. In seveda s tem so pridobili reference, ki so jih pozneje navajali v svojih vlogah za zaposlitev. In z velikim zadovoljstvom lahko povem, da so nekateri ravno na podlagi teh referenc dobili zaposlitev. Tako da na študijskem programu se trudimo, delamo dobro, imamo zelo raznovrstne strokovnjake, hkrati pa v bistvu tudi študente usmerjamo, jih opozarjamo na karierno načrtovanje in v bistvu kot fakulteta jih tudi pri tem odločno podpiramo. Ja, tukaj je še en študentski projekt, to je v bistvu zadnji, ki smo ga izvedli v prejšnjem letu, ki smo ga izvedli kljub težki situaciji, v kateri smo se znašli marca. V njem smo ustvarili podatkovno bazo in to pravzaprav izpostavljam samo zaradi tega, ker je tudi ta projekt bil povezan z kulturno dediščino, ki je v tem prostoru, in za že omenjeno digitalno humanistiko, tako da so se tukaj študenti in študentke naučili, kako to dvoje povezati in kako ustvariti nove zbirke, ki so zelo seveda potem dostopne tudi za širšo javnost. No, to ni bil edini tak projekt, seveda to so odlični projekti, ampak niso edini, ki jih izvajamo. So tudi druge oblike in tako smo pri enem izmed predmetov naredili zbornik, to je bilo ob 70-letnici ustanovitve Nove Gorice, ki smo jo takrat praznovali, in kot vidite, so študentje napisani in študentke kot avtorji oziroma avtorice tega zbornika in tudi to je bila potem spet referenca. Nekateri izmed študentov se mislim, da pojavljajo njihova imena v vseh teh projektih na nek način. Skratka, imajo veliko možnosti, so imeli in tudi še vedno naši trenutni študentje imajo možnosti za to, da počnejo različne stvari, s katerimi, kot že rečeno, pridobivajo kompetence za svoje nadaljnje delo in zaposlitev. V okviru predmetov, pa tudi življenja na fakulteti organiziramo tudi druge dejavnosti. Ena izmed njih je jezikovna svetovalnica, ki je na različnih že lokacijah, na različnih dogodkih delovala in kjer se spet študentke in študentje soočajo z izzivi današnjega trenutka jezikoslovja, kjer poskušajo podati oziroma podajajo odgovore na vprašanja, ki so v povezavi s
s slovenščino, kar je seveda nekaj, kar je močno povezano z njihovim študijem in prihodnostjo. Prej sem že omenila mednarodne izmenjave, zadnja recimo v tej vrsti izmenjav podpisanih pogodb je mreža, tako imenovana CEPUS mreža, gre za srednjeevropske univerze, ki se združijo zaradi neke podobne tematike, ki jo na teh univerzah obravnavajo, in tako seveda potem sodelujejo, študentje se lahko izmenjujejo, organizirajo poletne šole, tudi ekskurzije. Skratka, s to novo mrežo se je to še razširilo, sicer pa so naši študentje tudi že odšli recimo na Japonsko. Eden izmed študentov kulturne zgodovine je odšel na študentsko konferenco za našo partnersko univerzo in tam uspešno predstavil svoj prispevek. Povezave imamo tudi recimo z univerzami v Azerbajdžanu, tako da seveda teh univerz je več, kot so tukaj napisane. Naredili smo neki izbor, tako da se približno vidi, kje so težišča. No, seveda pa ob tem v sama predavanja, v študijski proces skušamo vključevati tudi dogodke, kot so recimo literarni, ne bom rekla večeri, ker ponavadi to naredimo v okviru predavanj, da povabimo nekoga, ki je povezan s tematiko, recimo to je zdaj sicer že kar lepo število let nazaj, smo gostili, to je na desni strani, Ivana Minatija, ki ga seveda obravnavamo. Potem ni tako daleč nazaj, ko smo gostili Natašo Konc, Lorenzuti, uspešno mladinsko pisateljico, pa tudi recimo Ivanko Mežan, veliko damo slovenskega gledališča, recimo pri predmetu slovenska uprizoritvena umetnost. Tako da poskušamo čim bolj razširiti, tudi pri samih predavanjih sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki, če vemo, da je nekdo, ki je res velik strokovnjak za neko obdobje ali morda samo del tega obdobja, ga povabimo in sodeluje tudi kot zunanji predavatelj pri predmetu. Recimo pred nedavnim smo tudi, to je na desni strani slika, predstavili ta projekt, v katerega so bila vključena tudi pisma Aleksandrink, in takrat smo organizirali tak kulturni dogodek, ki je bil tudi zelo lepo, potem je bilo o njem poročano v medijih, tudi študentki, ki jih tukaj vidite, sta dali izjavo, tako da skušamo čim bolj seveda seznaniti širšo javnost s tem, kar počnemo, in tudi na ta način pridobivajo študentke neke nove izkušnje. Če le mogoče naredimo tudi kakšno ekskurzijo ali malce dlje, nenazadnje pa je tudi že, če gremo samo na sprehod do Gorice, torej čez mejo, tam zelo bogata kulturna dediščina, to je sicer Čedat, ne Gorica, ki jo je čisto drugače seveda odkrivati, tako da se tja odpravimo, da srečamo ljudi iz tistih ustanov in se z njimi pogovorimo, kot seveda, če te možnosti študenti in študentke ne bi imeli. Organiziramo tudi številne simpozije, ki se jih, kot vidite na tej fotografiji, udeležijo tudi študentke, včasih se povežemo s kakšno gimnazijo, to je recimo gimnazija Jurija Vege, kjer smo tudi imeli enega izmed naših strokovnih srečanj oziroma simpozij. Mogoče še kakšno besedo o zaposljivosti diplomantov. Diplomantka slovenistike in seveda kulturne zgodovine so seveda zelo dobro opremljeni z znanjem, njihovo znanje je široko, tako da se lahko zaposlijo marsikje v kulturnih ustanovah, recimo, da je lektor nekaj, kar je bolj seveda za diplomante slovenistike, ampak že recimo uredniki v založbah, novinarji v kulturnih redakcijah, organizatorji kulturnih dejavnosti, te pa seveda so lahko tudi z diplomo z programa Kulturna zgodovina. Nenazadnje tudi ta področja, kot so recimo stiki z javnostjo, so seveda tudi področja, kjer je veliko slovenistov, ne samo seveda z Univerze v Novi Gorici, ampak nasploh zaposlenih.
Akreditiran imamo tudi program slovenistika, torej kot pedagoški program, tako da v naslednjem študijskem letu ga sicer ne bomo razpisali, ampak naše diplomantke tega programa so v bistvu vse zdaj zaposlene kot učiteljice slovenščine. No, tudi za kulturno zgodovino sem že omenila, tukaj imate nekaj teh ustanov napisanih, morda bi še kolega dodal kakšno misel k temu iz lastnih izkušenj, kakor spremlja zaposlitve študentov. Ja, po mojih informacijah so študenti zelo zadovoljni samim študijem in zato se večinoma odločijo za nadaljevanje študija na magistrski stopnji, ki je pri nas žal še ne izvajamo. Sicer pa v bistvu nadaljujejo, se zaposlijo tako na področju torej kakšnih muzejih, postanejo tudi raziskovalci, mladi raziskovalci, drugače pa tudi dobivajo službe v založbah, torej ponudijo jim širše možnosti za pač nadaljevanje, torej bodisi v smeri študija, bodisi v smeri zaposlitve. Tako, no, skratka, če sva vzbudila vašo radovednost, če bi radi izvedeli več, potem seveda vas vabimo, da si ogledate spletne strani tako Fakultete za humanistiko kot tudi Univerze v Novi Gorici. Če imate kakšna vprašanja, seveda se lahko obrnete ali na tajništvo naše fakultete. Če so bolj specifična glede vpisa, vam svetujem, da se obrnete na študentsko pisarno, sicer pa lahko naše aktivnosti spremljate tudi na Facebooku, na Instagramu in tudi na Twitterju. Hvala lepa za pozornost in upam, da se vidimo v Novi Gorici na Fakulteti za humanistiko. Srečno.